V tem videu vodiču 2 trika oziroma 2 nasveta, kako izboljšati uporabniško oziroma učno izkušnjo v spletnih učilnicah. Hojla, Maruša z e-dogodek.si tukaj in video vodič, ki se ga boš ogledal, je del obsežnejšega video vodiča, ki ga najdeš v spletnem hubu za e-podjetnike. Torej, video vodič, ki ga pravkar gledaš na YouTube kanalu, je torej v bistvu samo uvodni del, kjer te seznanim z osnovami, predstavim neke osnovne koncepte in pa v bistvu razložim, zakaj neko orodje je primerno in uporabno v našem edukacijskem biznisu. Praktični del, torej preostanek video vodiča, pa je v celoti na voljo torej v spletnem hubu za e-podjetnike in sicer gre za članski program, v katerem solo podjetnike in manjše organizacije podpiram pri strateškem in pa tehničnem razvoju njihovega spletnega edu-biznisa. Če te torej tudi tebe zanimajo tovrstna orodja in pristopi, potem te seveda vabim, da se mi pridružiš, začneš lahko varno in brezplačno na e-dogodek.si, pošiljnica brezplačno oziroma brezplacno. Aktiven link za brezplačen dostop pa najdeš tudi spodaj v opisu pod tem videom. Velikokrat se spletni edukatorji osredotočijo predvsem na to, kako bojo predali vsebine, kako bojo povedali zadeve, kako bojo predstavili zadeve, zanemarijo pa to, da v bistvu k uspešnemu učenju nadaljavo prispeva dejansko celotna uporabniška izkušnja v spletni učilnici. To pomeni vse to, s čimer pride naš udeleženec v stik v naši spletni učilnici. Vse od, vstopa, od tega, kako vstopi v spletno učilnico, do tega, kaj ga pričaka v spletni učilnici, do tega, kako v spletni učilnici, koliko so zadeve enostavne, tehnično ali pa v bistvu tudi, ne tehnično, skratka, celotna ta izkušnja. In tako, kot sem tole animacijo izbrala, res moramo potruditi, da čeprav so udeleženci sami v spletni učilnici in mi v resnici nismo takrat fizično prisotni z njimi, ne vsem dobijo občutek, da smo mi z njimi. In to je v bistvu pač cilj teh 2 trikov, teh 2 nasvetov, ki jih pogledamo v nadaljevanju. Zdaj, realnost je taka, da nekatere spletne platforme za spletne učilnice, torej tako imenovani Learning Management sistemi ali LMS na kratko, nekateri torej imajo malo boljše funkcionalnosti, druge slabše, ponavadi, če sem čisto iskrena, tudi cena odloča o tem, kako dobri so. Zdaj, recimo, mogoče, če dam enih par primerov, recimo sama uporabljam Teachable in glede na to, da imam jaz kar nekaj vsebin, ki zahtevajo učenje nekih tehničnih zadev, nekih stvari, ki se odvijajo na računalniku, je recimo ena od funkcionalnosti, ki jo praktično nobena platforma, ki sem jo do zdaj imela, ni imela, in to je tako imenovan Picture in Picture. To se pravi, če tale video slučajno gledaš v spletni učilnici, torej ne na YouTube, ampak v spletni učilnici, imaš recimo opcijo, da lahko tale video vržeš, bi se rekla, tako ga povlečeš ven iz učilnice in si ga ogledaš izven učilnice, kar pomeni recimo, da v bistvu potem lahko hkrati delaš testiraš tisto, kar jaz pokažem, lahko testiraš takoj. Recimo eno takih stvari, ki sem jo opazila, naprimer pri platformi Online Course Host, pa recimo ravno te dni sem se vpisala v Kajabijo v en spletni tečaj, je recimo ena slabost, da naprimer ne vrže na zadnji ogledani video. Torej, platforma sicer beleži, kaj smo si pogledali, ne vrže nas pa, ko se ponovno vračamo v učilnico, na zadnji ogledani video in še hujše oziroma še slabše, kar se učne izkušnje tiče, ne vrže nas pri recimo, če imamo daljši video, recimo včasih so v platformi iz takšnih ali drugačnih razlogov naloženi daljši videi, kar že samo po sebi sicer ni dobra učna izkušnja oziroma uporabniška izkušnja, ampak pustimo to za kakšen drug video vodič, ampak recimo primer je, da nas tudi ne vrže na tisti zadnji del oziroma na tisto točko, kjer smo ostali pri gledanju videa. Tako da v bistvu vedno pol znova ugotavljamo kot udeleženci, kje smo ostali, kaj smo že pogledali in tako naprej, pač znotraj enega daljšega videa. Recimo potem ena prednost, naprimer na Thinkific platformi, ima iskanje po video lekcijah, recimo tega Teachable nima. To bi pomenilo, ko pridete v spletno učilnico, če je spletna učilnica namenjena, neke vrste kot video knjižnica, kar pomeni kot nek repozitorij, v katerega odlagamo video lekcije, je na Thinkificu recimo ena zelo dobra stvar, ki jo sama seveda trenutno pogrešam, naprimer na svoji platformi, je to, da v bistvu lahko udeleženec samo vtipka v iskalnik znotraj učilnice,
vtipka v iskalni pojem in če smo mi seveda poimenovali lekcije primerno in pač zelo s premislekom, bo zelo hitro najdel samo dotično video lekcijo. Skratka, želim tukaj predvsem to poudariti, da se platforme med sabo zelo razlikujejo in v bistvu to, kar bom v nadaljevanju predstavila, torej dve zadevi, ki jo bom predstavila, sta bolj kot ne, bom rekla, se jih da implementirati, so splošne narave in delujejo v vseh LMS sistemih. Tisto, kar je pa ključno, je pa to, da morate vi sami dobro spoznati tisto svojo platformo, ki jo uporabljate in v bistvu potegniti iz nje tisto najboljše. Skratka, jaz vas v svojih videovodičih in v svojih programih vodim čez to, kako, bom rekla, izkoristiti te spletne učilnice čim boljše, da je ta uporabniška izkušnja čim boljša. Zakaj? Zato, ker tudi s tem povečujemo potem pač to, rekla po eni strani povečujemo s tem počutje, boljše počutje naših udeležencev. Če to ni frustracija, to se pravi, če jim spletna učilnica ne predstavlja frustracije, se bojo rajš vrnili noter, in se bojo, če se ne bojo, in če bo v bistvu dobra učna izkušnja oziroma dobra uporabniška izkušnja, se bojo seveda lahko bolj posvetili sami vsebini, kot pa nekemu ukvarjanju z tehnikalijami, ne vem, kje je samo stol, kako to deluje in tako naprej. Skratka, zato je to zelo pomembna ta plat, in zato sem tudi tako zelo pozorna, ko recimo strankami izbiram LMS, da je LMS pisan glede na njihove zahteve. Vsak ima od nas pač drugačen tip vsebine, drugačne zahteve, drugačne potrebe in iz tega potem to izhaja. Tako da nekaj osnov smo spoznali že v spletnem tečaju Spletni edukator, tako da če imaš dostop do spletnega tečaja Spletni edukator, zdaj bodi si v okviru spletnega huba za e-podjetnike ali pa kot samostojen program, je modul 5, to se pravi v prenovljeni verziji, je modul 5 posvečen postavljanju in upravljanju oziroma na splošno moderiranju spletnih učilnic. Tako da predlagam, da če si ga še nisi ogledal, da si najprej pogledaš tisti videovodič, ampak kar celoten modul, kjer so, bom rekla, tisti čisto najbolj osnovni nasveti, kako postaviti spletno učilnico, pa ne toliko tehnično, ker tehnično vsak zelo hitro pogrunta, kako se naloži video noter, pa natipka naslov lekcije ali pa naslov modula. Malce težje, oziroma malce tisto, kar je pa v bistvu naredi dobro izkušnjo, je pa pravzaprav ta celotna izraba ne tehničnega vidika, to se pravi celotne vse ostale zadeve, ki naredijo to izkušnjo boljšo. Torej, kaj si bomo pogledali v današnjem tokratnem videovodiču? Samo toliko še mogoče dodam, tale videovodič je v bistvu bolj neke usmeritvene narave, kar pomeni, da ni nekih zadev, ki jih lahko ne bom prikazala nekih zadev v smislu, kako se nekaj naredi, to se pravi, ne vem, kako natipkaš nekaj ali pa kako, ne vem, naložiš nekaj, ampak je bolj usmeritvene narave in te potem seveda vabim, da če imaš svojo spletno platformo, spletno učilnico, da poiščeš v njej možnost, kako v bistvu implementirati te zadeve. Bom pa seveda v nadaljevanju v videovodiču konkretno prikazala na moji spletni platformi, na moji spletni učilnici, kako te zadeve recimo sama rešujem v svoji platformi, to se pravi, sama uporabljam platformo Teachable. Zdaj, usmerila se bom v dve smeri in sicer ena stvar bo komunikacija, to se pravi, kaj in kako lahko naredimo nekaj na svetu, pač kaj lahko naredimo komunikacijsko gledano, da je v bistvu celotna izkušnja v spletni učilnici bolj prijazna za našega udeleženca, bolj spodbujajoča, bolj motivirajoča, skratka, da olajšamo, to se pravi, s pomočjo komunikacije, to našo udeleženčevo izkušnjo. Druga stvar bom pa pokazala znotraj lekcije, to se pravi, kako znotraj lekcije naredimo tehnično postavitev, to se pravi, tudi gre pa res samo za to razporeditev zadev, kako tehnično naredimo zadeve, da naredimo boljšo učno izkušnjo. Skratka, zadeva večina stvari deluje, torej kot sem rekla, na vseh platformah, tudi pojasnim oziroma prikažem za določene zadeve pač alternativne opcije, ni pa mišljeno, zdaj to se pravi, ni pa videovodič, da narediš konkretno v tem momentu. Za zaključek pa ponovno spet ena zadeva in sicer izhajaj iz dizajna programa. Skratka, ko pripravljaš učilnico, sploh če gre za spletne tečaje, ki vodijo od nekega začetka do konca, zdaj če gre pač za neko videoknjižnico, je seveda to čisto drugačen princip postavitve.
ampak kadar govorimo pa o spletnih tečajih ali pa nekih majčkeno bolj vodenih programih, izhajaj torej iz dizajna programa, torej to, kar si zdizajniral, struktura, ki si jo zasnoval v osnovi, na začetku, naj bo kot vodilo, kako postaviti spletno učilnico. Ker ponavadi tako, da ko začnemo neko strukturo delati, ko začnemo ta dizajn programa delati, smo zelo osredotočeni na tisti celosten pregled. Bolj, ko pa delamo, gradimo vsebine, bolj, ko snimamo video lekcije, bolj, ko gremo v te detaljne, v te podrobnosti, ne, to se pravi, ko gremo iz tega big picture, iz te celostne slike, celotnega dizajna programa na te posamezne koščke vsebine, bolj zgubimo, bom rekla, ta občutek, kako so stvari povezane. Ne? In če takrat v bistvu ne izhajamo, če se ne vračamo ves čas, tudi ko postavljamo učilnico v to izkušnjo, v tisto celostno izkušnjo, hitro zgubimo, bom rekla, to sliko, kako naj bo zadeva postavljena, kako naj bojo sekcije oziroma moduli razdeljeni, kako naj bojo lekcije, kje moramo v lekcijah mogoče pripisati kakšna navodila, kakšne dodatne informacije in tako naprej. Zdaj, tukaj na tem mestu, no, če še nisi predelal, v tistem tako imenovanem brezplačnem tečaju, imenovanem kako narediti učinkovit spletni tečaj, se torej posvetimo prav temu zelo detaljno, da gremo čez ta proces dizajniranja programa, tako da če tega še nisi predelal, te povabim, da torej najprej pogledaš to. Potem pa druga stvar, ki smo rekli, ko postaviš spletno učilnico, ko postaviš zadevo v nek spletni tečaj, pojdi skozi izkušnjo učilnih udeleženca. Ni boljše zadeve kot to, da se vpišeš noter kot ime in priimek, na privatni mail, ne, skratka ne kot, torej da greš v svojo lastno spletno učilnico kot udeleženec, torej brez tistih vseh dodatnih administrativnih dovoljenj, ki jih imaš sicer, in greš skozi izkušnjo, zdaj pač video lekcije ni treba v celoti gledati, ampak gledaš predvsem strukturo in pa to, kako ta učilnica teče, ne? To se pravi, kakšen je ta flow v učilnici, a se bo on znajdel, ne, postaviš se v vlogo, ok, danes sem prišel kot prvič noter, kje bom začel, kaj bom začel, kako, a ima dovolj tistih ustreznih informacij za začetek, kaj bo, ko se vračam v učilnico, ne, po možnosti priješ šele čez 2 ali pa 3 dni nazaj v učilnico, zato da res malo pozabiš vmes, kaj se dogaja, ali pa pogledaš, koliko se čez 2 dni znajdeš v isti učilnici. Skratka, to in pa seveda vpelji te dve predstavljeni načeli, to se pravi tista zadeva s komunikacijo in pa zadeva z postavitvijo učilnice, skratka v skladu z vsemi temi predhodnimi dvemi zadevami, to se pravi, da stvari stojijo in so hkrati pač omogočijo to dobro spletno učno izkušnjo. Sicer sem pa vedno na voljo za suport v pomenkovalnici, 24 ur na dan je na voljo, da napišeš, majčkeno dlje časa traja, da odgovorim. Veliko suporta v živo je na voljo tudi v Zoom delavnicah. Same spletne učilnice oziroma LMS platforme pa ti pomagam izbrati oziroma tudi vzpostaviti po principu, da naredim zate.